20% aktivnega prebivalstva predstavljajo zaposleni v javni upravi. 160 tisoč ljudi. Če si predstavljamo samo polovico teh ljudi v kategoriji izkazane močne motivacije, si za hip lahko ustvarimo tudi občutek, kaj bi to pomenilo za življenje 2 milijonov državljanov in kaj bi to pomenilo za delovanje 130 tisoč gospodarskih subjektov. V letu 2015 je bila sprejeta strategija javne uprave, ki je v svojem uvodnem delu zapisala temeljne vrednote kot osnovno vodilo. Zakaj govorimo o strategiji in vrednotah? Zato, ker smo prepričani, da zaposleni potrebujejo večjo seznanitev s strategijo in prepoznavanje svoje vloge v njej. Namreč, 4 od 10 vejo, da je bila sprejeta strategija, 2 od 10 vesta, ki jo najdejo, ampak samo peščica pa vejo njeno vsebino in kje so njihove poslanstvo, njihove cilji, njihovo delo. Strategijo izvajajo vodje, ampak skupaj z zaposlenimi. Radio hodnik. Kdo ve, kaj je radio hodnik? Dvignite roke. To za tiste, ki ne veste. To je tista institucija, ko po hodniku krožijo informacije, pa ne samo osebne in trači, ampak tudi tisto, kar bi moglo biti kontrolirano, sporočeno v instituciji. Kdaj se napreduje, kakšne so organizacijske spremembe, kakšne so zaposlitvene možnosti, napredovanja, kako ljudje delamo in tako naprej. Če ljudje nimajo osnovnih informacij in če komuniciramo med sabo, ustvarjajo svoj svet. Tega pa ne želimo. V človeški naravi je, da smo bolje motivirani, če vemo zakaj in kako. Če vemo, v čem je smisel našega dela. Zato pa potrebujemo feedback in ta mora biti na prav način, ob pravem času in na pravem mestu. Če mi vemo, zakaj nekaj delamo, bomo naredili boljši in naša zavzetost bo večja. Potrebujemo komunikacijo. Komunikacija je kot umivanje zob, zjutraj, zvečer in med obroki. Mi v naši skupini smo pripravili predlog pilotnega projekta, ki se imenuje Tukaj sem, hočem. Znotraj tega projekta je predstavljenih 5 rešitev, mi vam bomo danes na kratko predstavili 2. Zadaj za mano, ne bom izgubljala časa, je predstavljenih 5 sklopov. Vsak izmed teh sklopov je lahko samostojen. Vzameš, uporabiš. Lahko pa ga uporabite na način, da nadgradite celostno zgrajevanje vaše kulture, hvala kulture in motiviranosti zaposlenih. Ampak gremo k programu razvoja vodij. Zakaj smo se odločili, da vam predstavimo ta program? Prvič, zaradi tega, ker se vse začne z vodji. Če vodja ne vodi, potem tudi ljudje niso vodeni. Kdo pa ve, kam mora iti in kako strategijo izvajati? Drugič, vodja se ne rodiš. Vodja postaneš, zato ga moramo razvijati. Sistematsko, kontinuirano. Če je bilo včasih navada, da smo delegirali in da je bilo pomembno, kako delo naredimo, je danes pomembno, da temu vodenju damo drugačen ton. Management, ko ga v gospodarstvu uporabljamo, je tehnologija iz leta 1850, zelo stara. Njen namen je bil pravzaprav samo, da zagotavlja skladnost. Skladnost, da je delo narejeno tako, kot mora biti narejeno na takšen način. Koliko od vas se danes še na tak način sooča v delu? Kompleksno je čisto vse, karkoli, niti ene stvari ne zaključite takrat, ko jo morate. Stojijo že druge 3 stvari na mizi. Torej je potrebno drugačno vodenje ljudi. In kar je še pomembno, je moment, ko moramo se zamisliti. Človeštvo se je zadnjih 100 let ukvarjalo z razvijanjem metodologije, inovacij, novih pristopov, orodij. Vse to je fino, ampak ne smemo pa pozabiti ene stvari. Človek je socialno bitje, potrebuje komunikacijo in potrebuje odnos. Razumeti mora, kako in zakaj stvari počne. Ne samo, kaj mora narediti. Takrat je zavzet. In da je zaposleni lahko zavzet, ga mora vodja razvijati. Torej pomeni, da razvijamo najprej vodje. Zaposlen mora razumeti, kaj je njegova vloga, pričakovanje, kaj je njegova odgovornost, predvsem pa mora razumeti, da ve, kako svojim delom ali nedelom vpliva na delo drugih. In bistveno je, kot sem začela, vodje so tisti, ki to izvajajo. Drugi sklop, ki smo ga ravno tako predlagali, je sklop, ki je pravzaprav najhitrejši. Lahko ga uporabite jutri. Vzamete, uporabite. So zelo enostavne rešitve. To so rešitve, kot so recimo preprosto kosilo z ministrom ali pa mogoče z generalnim sekretarjem, lahko je pa preprosto samo z vašim vodjem. Lahko je enkrat mesečno dan odprtih vrat vaše vodje ali ministra ali direktorja.
Lahko je to program Podaj mi žogico, program, kjer zaposleni, ko je nominiran strani drugih ostalih, dobi žogico in jo ohrani za cel teden. Naj zaključim samo svojo misel še s tem. Gospodarstvo se ne bom pustila motiti. Gospodarstvo ustvarja dodano vrednost, ki jo izkazuje skozi finančne kazalce. Javna uprava ustvarja dodano vrednost, ki jo zaznavamo v kvaliteti življenja nas, državljanov. Zato potrebujemo motivirane zaposlene za spremembo. In tukaj smo zato, ker hočemo spremembo. In ta sprememba ste vi.